Živjo. Ja, živjo. A ste tako nasplošno, mogoče že kaj razmišljali o tem, kaj je popolna ljubezen, a to sploh obstaja? In mogoče za začetek dajte tudi like vsi tisti, ki verjamete v neko popolno ljubezen. Slišali ste že, da je danes z mano ena spet gostja, zanimiva gostja. In vam bom za začetek dala par kosti, ali kako ne rečem, par iztočnic, ker mogoče se boste spomnili tega, da smo si na začetku zmanjkovanja še vsi predstavljali, da obstaja nek popoln partner, ali pa smo dejansko nekoga spoznali, ki je sploh od začetka deloval čist popoln, dokler ga nismo malo bolj spoznali, pa dokler ni tista začetna zaljubljenost minila. Ne vem pa, če smo kdaj sanjarali o tem, kaj je popolna ljubezen. To mi bo današnja gostja pomagala odkrivati, torej zakonska in družinska terapevtka, ki si je za doktorsko raziskovanje izbrala področje vztrajanja v dolgotrajnih partnerskih odnosih. Drugače pa jo lahko prebirate tudi na forumu medover.net ali pa v lokalnem časopisu Slamnikar. Je ustanoviteljica šole za družino ter predstavnica lokalne akcijske skupine za boj proti zasvojenosti. Torej, ženska z bogatimi izkušnjami je Lidija Bašič Jančar. Živjo, Lidija. Ja, živjo, Eva, hvala za tako lepo predstavitev. Ja, se mi zdi prav, da ljudje vejo, kakšne vse bogate izkušnje imaš, ampak predvsem je pa zanimiva tale tema popolna ljubezen in me zanima tvoja izkušnja oziroma tvoja tudi teoretična izhodišča. A obstaja ta popolna ljubezen? Kaj to sploh je? Ja, to vprašanje si verjetno zastavila na podlagi moje knjige, ki sem dala tudi po naslov. Sem pa res, ko sem pisala to knjigo, me je nagovarjala ta misel, če gremo tako zelo v tisto najzgodnejše obdobje, v ta odnos med mamo pa med otročkom. Seveda je pa tudi pomemben odnos z očetom, ampak ta prvi, čisto prvi, najnežnejši, najzgodnejši odnos, ki je na nek način prav zlitje, in strani mame, in strani otročka. In takrat se res te rojevajo, začnejo rojevati te trenutki res navezanosti, trenutki tega stika. In te trenutki so res popolni. Zdaj, tiste, ki smo mamice, vemo, da to je en tak poseben občutek, ki ga ne moreš primerjati z nobenim. In te trenutki... Temu se mi zdi, da ponavadi, ko posplošeno pravimo, ena brezpogojna ljubezen. Lahko tudi, ja. Lahko tudi. Jaz sem pač to uporabljala nekako kot ena res popoln stik, popoln stik. In tam v tem obdobju se v resnici tudi rojevajo ta naša hrepenenja, koliko se kasneje izrazijo v drugih odnosih. Ker takrat si sprejet, takrat si res popolnoma sprejet, ljubljen, zaščiten, takrat si res v popolni varnosti. In po čem hrepenimo cel življenje, potem, ko smo v odnosu? Ravno po teh občutkih, da nas bo nekdo zaščitil, da nas bo imel rad, da nas bo sprejemal točno take, kot smo, da nam bo to tudi povedal, koliko smo dragoceni, koliko smo lepi, koliko smo res edinstveni. In tako, ta popolna, v bistvu po teh trenutkih stika pol hrepenimo. In te trenutke stika, popolne trenutke stika je pa možno doseči tudi potem v kasnejših odnosih. In je fajn je, da se zavedamo teh trenutkov, ker ni nobena ljubezen, noben odnos ni stalno nekaj fajnega, lepega, popolnega, ampak so pa trenutki, ko se jih zavedamo, koliko mi je pa zdajle luštno, koliko sem pa zdajle srečen, koliko sem pa zdajle sprejet, ko si mi tole rekel, koliko se dobro počutimo prav v določenem trenutku, ki ne traja dolg časa. To je lahko par sekund, ampak fajn je, da se zavedamo. Zdaj, tako, zame, popolna ljubezen obstaja v smislu, da takrat, ko se zavedam, da lahko sprejemam svojo nepopolnost v odnosu, naprimer. Se to malo zakomplicirano zdaj, ampak je pa mogoče tako ena naloga za vse ostale, ki poslušajo tudi, da si mogoče lahko vsak izgradi svojo definicijo popolne ljubezni. Kaj je za njega popolna ljubezen? Kdaj, kaj, kako, s kom, In mogoče je en tak izziv si napisati to definicijo. Mogoče tudi zate, da eno nalogo tako damo za poslušalce, pa mogoče nagradimo najbolj izvirnega. Z veseljem, super.
Bomo pa tudi, sem jaz upala, no, da bomo čez tole danes razvijali malo skupaj tudi to idejo, ne, ker tako kot sem omenila, ne, sanjarimo v tem popolnem drugem, v tem popolnem partnerju, redko kdo, no, oziroma vsaj jaz se nisem še z nobenim o tem pogovarjala, da bi kdo razmišljal po tem, kakšno si dejansko želimo partnerstvo ali pa kakšen odnos, kakšno ljubezen si predstavljamo, nekaj, kar bo zdržalo za vse življenje. Ne? Kaj so tiste vrednote, ki bi bile nam toliko zelo pomembne? Pa mogoče naslednja iztočnica, ne, za vse tiste, ki ne vemo ali pa ne vejo, kako zgraditi eno res intimno partnerstvo? Jaz razmišljam tako, da jaz bi rajš rekla, kako ga graditi. Mogoče bi rajš ta glagol dala v nedoločen tako v to obliko, ker nikoli ga v resnici ne moreš zgraditi do konca, ker tudi ne vem, če je smisel to, če je to cilj, da ga zgradiš in potem takega imaš. Ker ga razvijaš skozi in ga tudi gradiš skozi. To mi je tako lepše, ljubše mi je, no, da nikoli ne prideš do konca v tem, ko se razvijaš v enem odnosu. In zdaj že v bistvu nekako napeljujem na naslednjo stvar, ki je tudi pomembna, to je to, da v bistvu gradiš ali pa izgrajuješ samega sebe najprej ob drugem, da se spoznavaš, da veš, kakšne so tvoje želje, hrepenenja, tvoje potrebe, pričakovanja, ne? In ta druga stvar je, da to ubesediš. To se pravi, vedno se trudimo, ko gradimo, izgrajujemo nek odnos, da izgovarjamo tisto, kar imamo noter vse. Kar je seveda slišati dosti enostavno, vemo pa, da ni tako. Lahko nam je govoriti o takih vsakodnevnih stvarih, ampak seveda, ko pa pridejo malo bolj boleče stvari, ko pride sram, ko pride strah, je pa težko to včasih kar povedati tako enostavno, ali pa zdržati s tem, ko nam nekdo drug pove nekaj o sebi takega ranljivega. Se pravi, ta ranljivost poglablja odnos vedno. To se pravi, vedno, ko se razkrijemo nekomu, ko nekaj povemo, takega težkega, ali pa mogoče še nikoli nikomur nismo povedali, pa je to ta oseba zdaj pred nami, ki nam veliko pomeni, pa in povemo ene stvari, vedno se zgodi ena povezanost ali pa en stik tukaj. In to je osnova za en tak potem malo bolj stabilen odnos, ki ima en potencial za naprej. Pa se ti zdi pomembno to razvijati neko intimno partnerstvo ali pa se spoznavati kar naprej v partnerstvu, ker dejansko je to tudi naporno in vzame en čas in tudi dejansko niso vsi ljudje temu tako naklonjeni, ne? Mogoče mi, ki smo malo poklicno, ali pa smo tudi take osebnosti, da nas zanima to raziskovanje, da radi razmišljamo o sebi, da nas to zanima, so pa ljudje, ki jim pa to ni tako blizu, ne? Zakaj bi bilo za njih to pomembno? Ja, seveda, pač dobro, ne sam terapevt, jaz imam izkušnje, da dosti ljudi tako tudi, ko pridejo na terapijo, pa tako, da jih zanimajo te stvari, ljudje veliko berajo, iščejo, rečemo, vzroke za to, da razumejo sebe ali pa da razumejo, zakaj se jim zaplete v določenem odnosu ali pa odnosih. Tako da tukaj se mi zdi, da je ena ozaveščenost ali pa čedalje večja ozaveščenost pri ljudeh, da lahko raziskujejo sebe, pa iščejo ta znanja. Ampak, a se ti dogaja tako, da imata velikokrat oba partnerja to potrebo raziskovati, ali se ti zgodi, da ima ponavadi eden željo, drug pa ne? Velikokrat je to, ja, da ima eden željo, drug pa ne, da nima želje mogoče, ampak da mu je to malo manj blizu, ali pa da ne pozna teh stvari, pa da mu je včasih to res naporen, ker dejansko je lahko zelo naporno, ne. Ampak ja, pač prek terapije probaš potem priti, ne vem, nekako mu blizu ali pa vzpostaviti eno povezanost, da ti zaupa pa tako naprej, no. Je pa pomembno to, no, tako kot si prej vprašala, je to pomembno. Je nujno, a ne, je nujno zato, da vzdrži en odnos, ne samo takrat, ko je lepo, ampak tudi takrat, ko je težko, a ne. In če želiš, da vzdrži takrat, ko je težko, potem mora biti ena globina že prej narejena ali pa ena povezanost. Drugače ne bo zdržali. Vse to vemo, tudi v ostalih odnosih, če smo tako, ne. Hitro se razdrejo stvari, ki niso pač trdne ali pa čvrste, nimajo enih temeljev, nimajo že enih izkušenj ali pa enih, ne vem, ja, pač izkušenj stika že prej, ne. Ti bo prej šlo, ne. Tako. Se mi zdi včasih tako težko, a ne, tudi nekomu predstaviti, ne vem, kam živi na tak način, da je lažje hitro zamenjati ali pa da si želi ves čas iti po nekih
ne bom jih rekla bližnjicah, ampak po lažjih poteh, no. In zdaj eno tako osebo motivirati, da je nek dolgotrajen partnerski odnos pa neka vrednota, se mi zdi to meni osebno včasih kar en izziv, ali pa se tudi včasih vprašam, mogoče pa za to drugo osebo pa ni to, res neko bogatstvo, čeprav sem sama vsem prepričana v to, da nam neki odnosi, kjer smo zavezani, kjer so neki trdni, da so vse neki zelo pomembnega v našem življenju. Ja, nekaj dragocenega so, ja. Je pa res, da, ja, tako kot si rekla, ni za vse mogoče to vrednota ali pa tisto, kar je pomembno ali karkoli. Pa se mi zdi tudi, da tudi ne vem, če imamo pravico prepričevati zdaj nekoga, pač to, kar mi mislimo, da je prav. Razen, če nas poišče za to, da bi rad to raziskal ali pa karkoli, ali pa če imaš par, ki ženska je naklonjena temu, moški pa pač malo manj, potem probaš seveda tukaj mogoče malo kaj mu približati v zvezi s tem, no. Potem se pa itak človek sam odloča, saj ne moramo namesto nekoga, enostavno ne, no, ampak se mi pa tako zdi, da se da približati prav preko spolnosti, Zdaj bom dala en tak klišej, ki je seveda lahko tudi obrnen, ampak velikokrat je res takole, da mogoče ženska bolj za odnose, pa bolj za pogovor, pa si bolj želi neke te čustvene bližine, moški so pa zelo, mislim, dobijo eno motivacijo tudi za reševanje odnosa skozi izzive v spolnosti. Pa me zanima, kaj bi ti rekla, kakšno vlogo ima pa spolnost v nekem intimnem partnerstvu? Zakaj ta tema ne bi smela biti tak tabu? Mislim, je zelo pomembna tema. Če že iz tega izhajava, da spolnost ne bi imel samo z enim človekom v enem danem odnosu. Nekako smo tudi tam, ne. In to se pravi, da to je ena posebna stvar, ki imaš samo z enim človekom. In seveda je pa taka zelo ranljiva stvar. Mislim, veliko enih težav se lahko tukaj pojavlja, pa še posebej zato, ker nismo toliko navajeni o tem govoriti, ali pa povedati si stvari okrog tega. Zdaj, spolnost ni samo tista spolnost, rečemo, v spalnici, ki se odvija, ampak to je še vse okrog, to je veliko stvari, tudi to, kako se midva oblačva, kakšno higieno imava, kako vidva en drugega, koliko sva si všeč, kako naj drugi vidijo, preteklost, predsodki okrog tega, kako si zaupati stvari. Vse te stvari, to je vse področje spolnosti. Se mi zdi pomembno, da se tega zavedamo. Pa da to ni en pogovor ali pa dva, ampak da je to proces. Da je spolnost proces. Ali pa tako, kako bi rekla, da je spolnost odnos do lastnega telesa, in hkrati seveda odnos z drugim. In je to spet ena tema, kakšen odnos imaš ti do lastnega telesa, kako se ti odpirajo stvari. Mislim, zelo široka tema, zelo pomembna, zelo široka, pa pomembna za odpiranje, pa tako procesno. Ne moreš, na začetku je sicer spet nekaj drugega, sčasoma se spet to malo spreminja, itak pridejo krize, stvari, tako pa v vseh drugih področjih. Tako da, ne vem, predvsem bi pa rekla, da je predpogoj za vse, za dobro spolnost, varnost. Če je odnos varen, potem je tudi to lahko tukaj raziskuješ veliko stvari. Se tudi da poglabljati, tako kot se da poglabljati čustveno partnerstvo ali pa čustveno intimo, se da poglabljati tudi to spolno področje. Ne vem, če večina to ve, da se da tudi spolnost doživeti na en globlji način, ker sploh mogoče moški, vsaj jaz imam tako izkušnje, da oni gledajo vse bolj, kot ne čez orgazem ali pa čez čist, kako bi rekla, en viden užitek, čeprav dejansko se da poglobiti v nekem varnem, tako kot si rekla, odnosu, se da tudi to doživljanje spolnosti zelo poglobiti, pa doživeti na enih drugačnih ravneh ali pa na drugačen način. Imam jaz izkušnje recimo v tem smislu, da če se moški pusti ženski nagovoriti čustveno, da je tudi odprt za rečemo eno kreativno spolnost v vseh drugih vidikih. Tako, da rečemo, spolnost je igriva, kreativna.
a ne. In mislim, tako se mi prav zdi, no, da so moški, ki so čustveno, ki se prav tako, no, da se pustijo nagovoriti ženskam čustveno, da se tudi tukaj lahko zelo odprejo na tem področju, da ni to samo zdaj pač tisti akt, kaj je prvo. In da jim ni žal, a ne, da ne? Ne, itak ne. Mislim, povor ni žal. Pa tudi tako imam občutek, da si vsak moški tudi potihom želi to, tudi če ne izraz, ampak da si želi drugačne spolnosti kot samo, ne vem, en telesni, pač eno telovadbo telesno, kakorkoli ne rečem, a ne. Da vsak moški hrepeni po tem, a ne, po enem širšem razvoju tega, no. Lidija, še ena se mi zdi pomembna stvar v partnerstvu, no, kako tudi mogoče čez spolnost se prilagajati, kadar imamo neke različne želje pa potrebe, pa hkrati tudi v bistvu na splošno v odnosu, ne, se velikokrat nam zgodi, da ugotovimo, da smo si nekako ne čisto 100% kompatibilni, ne, da imamo neka razhajanja. In kako takrat? Ja. Mislim, hvala Bogu, da si nismo kompatibilni povsod. Mislim, da si nismo skozi kompatibilni zaradi tega, ker potem ne bi imeli možnosti karkoli se na nek način več razvijati. Ja, to so izzivi, ne. Ja, zdaj najbolj, po mojem mnenju, ne, je najbolj pomembno, da si te stvari pač povemo. Jaz imam taka pričakovanja, ti imaš taka, moje želje so take, tvoje so take. Zdaj pa, a se lahko midva ob pogovoru, ko se o tem pogovarjava, prideva nekako blizu in je to to? Naslednje vprašanje pa je, ali ob različnih potrebah, željah in tako naprej pričakovanjih, ne vem kaj, jaz lahko živim tako. Ker če recimo primer, ne, da, ne vem, bi moški, ne vem, veliko spolnosti, če sva že tukaj, ženska bi pa ful manj, ali pa nič, ali pa skoraj nič, ali pa obratno, ker tudi je obratno, velikokrat lahko, da ne bo zdaj tukaj eni te stereotipi, ne. Zdaj pa vprašanje, a ne, ali jaz lahko tako živim s toliko malo spolnosti, ali ne. Ali imam jaz lahko moškega ob sebi, ki si kar naprej želi spolnost, pa teži, ne, pa nagovarja, ali ne. In je prav, da si iskren do sebe najprej in da si to odgovoriš. In je čisto okej, če rečeš, midva takole, v bistvu ne morva s toliko različnimi željami pa potrebami. Je čisto okej. In če si v redu s tem, je okej tudi narazen zaradi tega. Zakaj ne? Se bo zdaj silil, recimo, pa eno stvar, ki ti je pomembna, se v bistvu toliko prilagodil, ker sploh nisem za prilagajanje. Recimo, no, tako. Tukaj je iskrenost do sebe, no, pa tudi do partnerja, normalno. Da se te stvari pač, vse te stvari, vse tukaj ni, to so tudi ostala področja zelo podobna, ne. Ali so to otroci, ali je to finance, ali so to, ne vem, karkoli drugega, spolnost, ne vem. Na vseh področjih je podobno. Čeprav se mi zdi tudi, ne vem, no, koliko je to pol prilagajanje, ampak moja izkušnja je, da če spoznam tudi drugo stran, pa da če nekako tudi razumem, iz kje izvira ta njegova želja, potreba, da mi je potem tudi meni lažje to se prilagoditi ali pa sprejeti, ali pa najti mogoče celo včasih neko tretjo varianto, ki od začetka niti ne vidiš. Ja, mogoče to res, ja, če recimo, vse to je ful pomembno, da ti veš recimo, zakaj se nekdo tako vede kot se. In če ti je to sprejemljivo, če začutiš, potem, ampak zdaj koliko greš pred sebe, je zdaj tudi vprašanje, ne? Ja, se prav to. Koliko greš pred sebe, ne? Kako pa tudi mogoče, res neko dolgotrajno partnerstvo se meni zdi, da je sestavljeno iz en kup teh prilagajanj, ne? Ja. Ali pa ne vem, nekje tam čez 10 let ugotoviti, da pa ima partner pa nek pogled do ne vem česa, kar je pa tebi totalno nesprejemljivo, ne? Ja. To se zgodi v tem primeru, če se prilagajaš, ker, na primer, meni gre v bistvu to res na živce, ne, na živce mi gre ta beseda, oziroma pač ne bi se rada prilagajala, ampak sem pa 100% za neskončno pogovarjanje, dogovarjanje, da se sodeluje, da si pove stvari, da si toliko časa sediva, da pač nekako midva rešiva, v smislu, ali pa rešujeva eno stvar. Da se potem kar naenkrat lahko pojavi ena rešitev na nek način, s katero sta oba v redu. Jaz si pa predstavljam, da se v spolnosti prilagajaš. Me kar malo zmrziti v tem smislu, pač res se ne bi, ne.
Ker pač greš prek sebe potem. In ti ni okej, tudi če rečeš v redu, jaz ga razumem, na tej pa tej podlagi on rab več tega ali pa manj ali pa kakorkoli, ampak ko grem pa jaz prek sebe zdaj tudi. Zdaj, katera ljubezen bo zmagala zdaj tudi, Pač to je ta notranji konflikt ni tak, ampak enostavno si moraš tukaj na nek način res biti v stiku s sabo, pa si odgovoriti na ta vprašanje, kako ti to potem zmoreš na en dolgi rok. Na dolgi rok. Ja, meni se zdi fino, da se dopušča ta prostor za neko, kaj bi rekla, za nek pogovor, za neko odkritje, da ni tista čist, kako bi rekla, da ni tako črno-belo, jaz ne želim prilagajati in pika in konc in ampak da obstaja nek ta prostor, Ja, mene to nekako pomiri, tako da si rečem, ne prilagajanje, ampak da se res, da se dava res ta prostor, da se lahko v tem res čisto svobodno, pa tako sproščeno, oziroma pač, da lahko varno nekako pogovarjava o tej pa tej temi. In tudi, če bo to, ker zdaj, če je problem večji, bo to trajalo dalj časa, lahko to traja pol leta, 1 leto, da se v eni temi ti dokončno nekako reče, da sem pa v redu s tem. Lahko pa to hitro, vsakodnevna stvar, se usedeš, pogovoriš, okej, to gremo dalje. Čisto odvisen, za kaj se gre. A je to tudi en del tega daj-dam, odnosa? To sem tudi v knjigi pisala, to me je tudi enkrat nagovoril, pač iz teh različnih izkušenj parov, ki jih imamo, veliko stvari razmišljamo potem. Tako, kako različno ljudje, rečemo, sej na nek način ljudje smo egoisti, preračunljivi na nek način tudi lahko. Zato, da dobimo tisto, da svoje potrebe zadovoljimo, delamo tako, malo trgujemo, ali kako bi rekla. Bom jaz tako naredila, da bo moj mož okej, da bo pač zadovoljen, da bo vesel, da bo ne vem kakšen in potem bo on meni vrnil to, kar jaz rabim. Ali pa obratno. Ne vem, žena pride domov, pa hitro poskrbi, da ne bo tiste napetosti, pa to zato, da bo ona potem nekaj v zameno nazaj dobila. Ampak to spet ni iskreno in to ne more iti na dolgi rok, ker to ni to. Če ti vidiš, da je partner slabo volje, ko domov prideš, ne boš zdaj začel nekaj hitro tako delati, da bo on v redu, ampak boš rekel, daj mi povej, kaj je. Treba se vse pa povej, kaj. In tudi, če bo eksplodiral, bo pač eksplodiral, ampak to je to. To je pristno. Ni narejeno nekaj, ni stalno nekaj eno, ne vem, res ti meni to, jaz tebi to, ampak slej ko prej se ti nabere in izbruhne, zato ker ne moreš ti prek sebe kar naprej. Stvari morajo biti ubesedene, tako smo narejeni. Če niso, pa se nabirajo, pa potem izbruhnejo na nek način. In to lahko malo se tudi po parih dneh že. Mogoče tudi vsa ta pričakovanja, ki so tukaj od zadja. Zdaj, če jaz dam, se mi zdi, da je najbolj uničujoče, mogoče to, da si jaz kar naredim že neko sliko, kaj moram zdaj s to zameno dobiti in polka tega nisem razočarana, brez da bi partner sploh vedel, da sem jaz imela kakšno pričakovanje v ozadju. Brez da bi on sploh vedel, kaj se ti dogaja v glavi. Tako, Za mene, jaz tako v teh pričakovanjih se mi zdi, da so normalna, zato ker smo vsi ljudje in normalno, da pričakujemo. Kot sem prej rekla, iz teh hrepenenj se potem tudi pričakovanja rodijo. Ampak meni se ne zdijo nič slaba, če si toliko pogumen na nek način, da jih lahko besediš pa poveš, kaj pričakuješ. To je lahko tako, kaj drobnega, lahko pa kaj večjega, pričakovanje v odnosu, kaj nasploh ali pa kaj tako. Če bojo ubesedena, ne bojo tako uničevalna oziroma grozna. Če jih pa ne ubesediš, pa itak, kako bo moj mož vedel, kaj se meni v glavi plete. On ne more vedeti, če mu ne povem. Ampak, Lidija, misliš, da je nujno, da sodelujeta oba? Kaj pa, če recimo je partner res nepripravljen in si ne želi narediti neke spremembe, mu niti ni do pogovora, mi si pa želimo vztrajati ali pa si želimo neko spremembo doživeti. Kaj pa v tem primeru? Ampak, a je možnost to spremembo doživeti, če samo eden dela? Ja, se to sprašujem. To. Meni je tako, eden od
pogojev, bom rekla, za to, da se ostane skupaj, na primer, ta, da sta oba partnerja odločita za to, da bosta delala. Se to je odločitev za odnos, to je zaveza, ne? Zaveza sebi pa partnerju, da se odločiš za odnos, da boš vedno delal, vedno. Ampak pač ja, da boš nekako poskušal se truditi delati na odnosu, a ne. In ne more iti, če se samo eden odloči, drug pa ne more iti, ker osebe, mislim, mi se spreminjamo stalno, ne. Čez različna obdobja gremo, najprej smo sami, potem recimo so otroci, potem so službe pa kariere, pa to in tretje. In se spreminjamo in če se nekdo spreminja, ta drug pa ostaja tam nekje na enem mestu, pa mu ni čisto nič do tega, oziroma še tisto malo potem trmasto vztraja na svojem in da se on pa ne bo spremenil in se pač tak je in da se ne bo. In če mu nekako res, če ne prideš do njega, ker lahko tudi ne prideš do njega, lahko tudi ne uspeš v tej, tudi na terapiji, ne, ni rečen, ne. Jaz mislim, da je to tukaj potem tudi se potrebno vprašati, ne, kakšen smisel ima to, a želim v takem odnosu biti s takim človekom, no. In da se posloviš potem nekako od teh stvari, no. Čeprav imamo pa mogoče tudi izkušnjo, ne, to se mi zdi super, da si rekla, da se lahko na neki točki tudi poslovimo in si damo sebi eno vrednost, da si želimo, da si pa želimo nekaj drugačnega in da si to tudi zaslužimo in da ne rabimo vztrajati nekje, kjer se že naprej obsojeno na propad. Ampak imam pa tudi, no, jaz izkušnje pa verjetno, da tudi ti, da včasih pridejo pri meni, predvsem ženske, no, najprej same, pa se potem uspejo toliko spremeniti, ker na začetku mi še razlagajo o tem, da partner ne bo prišel, ker njemu ne bo pa noben možgane prav, pa ne vem, še kakšne podobne. Pol pa uspejo te ženske narediti tako spremembo pri sebi, da pridejo ti moški zraven sam pogledati, recimo. To je čisto res, ja. To je čisto res. To se vidi, kako v bistvu mi sami so ustvarjamo tudi odnose. Tako, ja. Ja, to je cool, to je res, to si dobro povedala in to je res to. Tudi jaz imam te izkušnje, ne. Da se potem kar naenkrat začnejo stvari spreminjati, ta moški opaža, da se ta ženska začne spreminjati in če je saj malo dovzeten, zato bo prišel. Lahko pa ne, lahko pa potem ga še bolj jezi, da se ona spreminja in še bolj, seveda so odzadnji obrambe, seveda so bolečine odzadnji, izkušnje iz otroštva, težke, tudi pri tem moškemu, vse to razumemo, ampak ne moreš pa nekaj narediti namesto njega, ne. Tako je. Tako da ja, to je zelo pomembna stvar, ki si jo rekla, ja, da v bistvu res, koliko se to pozna, ko se začne nekdo spreminjati, kako to vse se nekako odraža na svetu otroka. Saj si že na začetku dala to iztočnico v smislu, da moramo tudi v partnerstvu znati poskrbeti zase. In mogoče se velikokrat pri teh klientih zgodi to, da prenesejo fokus iz odnosa nazaj nase. Kdo sploh sem, kaj si želim, kaj sploh čutim, doživljam v nekem partnerstvu. In ko spet postanejo same sebi fokus, se potem lahko tudi ta partner malo začne zanimati. Zanimati, ja. Saj to meni tako, v bistvu mi je najlepše to te odnose, to, kar so nam ogledalo, ne. Vse, kar se odraža v nekom drugem, je na nek način tvoja stvar, ne. Ne vem, če je ženska kar naenkrat čudi, da jo partner omejuje, kontrolira, ovira, da se ne počuti več svobodno, ne. To sem kar nekaj primerov že imela takih. Koliko je to dragoceno, da se potem začne spraševati, koliko imam jaz lastnih omejitev vse. Kakšne imam ostre okvire, čez katerih ne zmorem, v vseh stvareh, tudi pri spolnosti, ki sva že tukaj, ne. In ni čuden pol, da je vse narobe. Res je. Ko se tega zaveda, ne, se reče, pa res, koliko sem res tako nekako zavrta, ne. In se potem tukaj recimo taka ženska lahko začne spreminjati sama pri sebi, ne bo več čutila, koliko je nesvobodna, pa koliko jo partner ovira, ker dejansko te nobeden ne more ovirati, v resnici nobeden. S čim te pa lahko ovira, no kaj, a te držite z lisicami pred nekam, a ne? Ne, sam sebe v bistvu oviraš, ne, ampak potem seveda to zelo radi, pa lažje naredimo, če projiciramo nekoga drugega, tisto, kar sami imamo vse, je veliko lažje, da rečeš partner me ovira, ker pa jaz imam vse lastne okvire, ki so zelo togi.
Res, ja, super, hvala. Lidija, za konec mogoče te še povabim, da z nami deliš kakšen nasvet ali pa dva za vztrajanje v dolgotrajnih partnerskih odnosih. Ja, tako, pač jaz mislim, da je fajn res čisto zavestno si vzeti časa, ne. Tako, veliko skupnih trenutkov doživljati. Hecati se, humor se mi zdi ful fajn v tako odnosu. Biti pogumen za to, da poveš, kaj se ti dogaja. Prav tisto, ne reči, jaz svojemu partnerju ne morem povedati tega pa tega. Ja, lahko mu, ampak to je tvoja stvar, ko boš ti to zmogel. Prav tisto pogumno čez ene svoje ovire, čez tisto, kar nikoli nisi zmogel pa zmogel. Tako, pač biti pogumen, se odpirati, navzven, res se proba dobro počutiti v partnerju, varno, čim več skupnih stvari, pa poskrbeti pa zase, mislim, to pa itak vemo, tako da je to temeljno, da skrbimo za sebe v vseh pogledih. In potem seveda pridemo v odnos in skrbimo za povezanost, in skrbimo za sebe. Tako nekako ena taka čarobna formula, Da je tudi odnos dejansko ena naša odgovornost, za katero skrbeti. Lidija, hvala za tole tvojo predstavitev popolne ljubezni. Upam, da bomo čim več stvari vsi skupaj implementirali v ta svoja partnerstva. Tole sva danes imeli temo, ki je tudi Lidija večkrat omenila, da je po njeni knjigi in imam tudi tole knjigo tlele, da jo pokažem. Tako da vsi, ki si želite zvedeti več o Lidiji oziroma o popolni ljubezni, lahko njeno knjigo najdete v knjižnicah, sigurno, verjetno tudi v knjigarnah, Lidija. Povsod. Pa če bi še kdo želel mogoče več zvedeti o Lidiji oziroma o njenem delu, mogoče se celo pozanimati za terapijo, jo boste najdeli v podružnici Študijsko-raziskovalnega centra v Radomljah pri Domžalah. A še kakšen drug kontakt ali kamor se lahko... Ja, mislim, jaz delujem v okviru ŠRCD, drugače pa tudi samostojno, tako da imam tudi svojo spletno stran po vse, ampak to se vse na Google zdaj vidi, tako da ni problem. Ok, evo. No, kdor se zanima za Lidijo, jo boste verjetno najdeli. Mene večinoma poznate, če ne pa tudi spletna stran Eva Erpič, boste najdeli več tudi o meni. A ja, še nekaj sva rekla o eni nagradi, dajva ponoviti vprašanje, kaj smo imeli? Ja, dajva tako, kakšna je vaša definicija popolne ljubezni? Super. A ne? In za nagrado... Bova dali knjigo, ne? Prav, super, super. Evo, do naslednjega četrtka, vsi, ki boste v komentar zapisali, kakšna je vaša predstava popolne ljubezni, sodelujete v žrebu oziroma a žrebava ali kar določva, kjer bo nama najbližje? Mislim, jaz tako mislim, če si dava malo večji izziv, žreb je enostaven, da vam mi dve kar rajš tako, da bova najbolj takega kreativnega in inovativnega tako nekako to definicijo zbrali. Super, ok, evo, pa tekmovanje se začenja, dajte se potruditi, knjiga je super, veliko vam bo dala, tako da hvala za enkrat vsem, ki ste spremljali in se veselim vaše kreativnosti. Lepo se imejte in adijo!